Prav lepo pozdravljeni. Na televiziji ETV smo ob letošnji 12. obletnici in 22. obletnici naše predhodnice ETV Izlake objavili literarni natečaj za naj pesem ETV 2015. Spremljate posnetke lanske prireditve. Generalni pokrovitelj izbora je tudi letos Spekter Trbovlje. Sopokroviteljice so zasavske občine, zasavske knjižnice, gostišče Kumplast in EVJ Elektroprom. Razpisani sta bili dve starostni kategoriji, mladi pesniki osnovnošolci in pesniki starejši od 15 let. Do zaključka natečaja smo prejeli rekordno število pesmi. Otroci so poslali kar 109 pesmi, odrasli pa 66. Strokovna komisija že pregleduje in ocenjuje prispele pesmi. V obeh skupinah bo izbrala po 3 pesnike, ki bodo osrednji gostje junijske prireditve ob jubileju ETV. Po 3 nagrajeni pesniki bodo prejeli praktične nagrade. Naj pesnika v obeh kategorijah pa čakata še denarni nagradi. Slovesnost se bo zgodila v petek, 5. junija ob 18. uri v galeriji EVJ, tudi ob priložnosti razstavi Fotodruštva Hrastnik in glasbe Rika Majcna in Jerneja Pikla. V sredo je na trboveljskem stadionu Rudar potekal zasavski humanitarni tek 50 km. Pobudnik tega teka je bil naš odgovorni urednik Igor Gošte s svojim dobrim prijateljem Mitjem Duhom. Organizacija teka je bila v rokah Laure Izgoršek in Društva prijateljev Mladine Trbovlje, ki ga vodi. Njima se je na 7-urnem podvigu pridružilo lepo število ljudi. Med drugim je še pred začetkom 50-kilometrskega teka zbranim zapela pevka Anja Pusta-Klajovic. Tudi trboveljska županja Jasna Gabrič je z mnogimi sodelavci iz občinske uprave prišla že ob samem začetku in namenila tekačem nekaj spodbudnih besed. Za našo kamero pa je povedala. Gospa županja, kakšno je vaše mnenje o takšnih humanitarnih dogodkih, kot je današnji? Samo dobro, res samo dobro in najboljše vsem tistim, ki organizirajo takšne zadeve. Sicer seveda tudi mi stremimo k temu, da jih povezujemo, da nimamo vsak teden in da eno tako prireditev in da ni preveč razdrobljeno, potem tudi težje dosežeš namen, zaradi katerega imaš tako prireditev. Vendar vedno smo se odzvali k sodelovanju, vedno pomagamo pri takšnih zadevah in bo temu tako tudi v prihodnje, predvsem zato, ker tudi takšni dogodki ne samo, da povezujejo ljudi v Trbovljah, ampak tudi takole danes tale dogodek zasavsko. To sem vas želela vprašati, takšni dogodki tudi povezujejo Zasavje. Kaj pa bi še lahko storili, že tako se dovolj trudite, da povežemo Zasavje v neko celoto? Mi smo zelo majhna regija, oziroma najmanjša v Sloveniji in če ne bomo skupaj sodelovali, se skupaj povezovali, nas ne bo nihče slišal. Že kot povezani smo precej manj slišani kot kakšna druga, precej večja regija. In jaz pravim, če bomo vsi za to prizadevali, za kar verjamem, da si nam bo lažje, pa lepše, pa prej bomo kaj dosegali, kot če bomo solirali po svojih linijah. Že dopoldne pa se je mnogim tekačem pridružil najstarejši udeleženec Anton Urankar, ki je na stadionu Rudar Trbovlje tekmoval že v času vojne v letu 1942. Še vedno je navkljub več kot 8 križem zmogel v hudi vročini preteči nekaj krogov. Popoldne pa sta se Igorju in Miti na tekaški progi za nekaj krogov pridružila tudi nekdaj odlična športnica Vesna Ojsteršek in župan občine Hrastnik. Gospod župan, čestitke, šli ste več kot kilometer v dobrodelne namene. Kaj se vam zdi, kakšen je ta projekt? Odličen in ga je treba podpreti. Občina Hrastnik vedno podpira takšne projekte, kot so ti, kjer se zbira denar v dobrodelne namene oziroma da pomagamo zasavskim družinam, predvsem otrokom, tako pri šoli v naravi kot pri letovanju. Mi tudi iz občinskega proračuna na letni ravni dajemo približno 22.000 evrov za letovanje, za prehrano otrok v šoli in pa seveda tudi za šolo v naravi in s tem pomagamo, da se naši otroci lahko udeležijo vseh teh aktivnosti. Takšno akcijo, kot je Igor skupaj s prijatelji, zastavo je treba podpreti. Smo jo podprli tako na občinskem nivoju, kot tudi sam osebno. Jaz verjamem, da bo tudi ta denar, ki bo zbran skozi to akcijo, namenjen za tisto, kar se zbira, to se pravi za pomoč otrokom. Menite, da bi bilo treba še kakšen takšen projekt, da bi združil Zasavje, vse 3 zasavske občine kot eno celovito enoto? Ja, jaz mislim, da takšni projekti nas morajo povezovati, ker imajo to noto vgrajeno, za katero moramo vsi delati, da bo našim otrokom v prihodnje lepše in boljše.
Po 125 krogih, dolgih urah na vročini in sopari se je le bližalo zadnjih nekaj krogov, ki jih je Igor pretekel oblečen v 4 različne drese. V dresih klubov, kjer je kot član aktivno deloval. V zadnjem krogu pa so se mu na to pridružili še njegovi domači, ki so ga vseskozi spodbujali. Igor, čestitke, uspelo ti je. Anja, zdaj pa ti čisto pošteno povej. Ti si me spremljala tam v drugi polovici, smisla, da bo uspelo? Okoli 70. kroga smo zelo držali pesti. Ja, je bilo zelo naporno, res. Jaz mislim, da na to vročino nisem bil pripravljen. Vprašanje, če je bil kdo. Po moje je bilo na tem stadionu čez 30 stopinj, mogoče prvih 10 km prehitro, ker te potegne vse skupaj. Potem je bila res muka. Imel sem prej tudi poškodbo, nisem o njej govoril veliko. In moram reči, da tole tekmo je rešil, tekmo, če to rečem, s tekom cestnik, ultramaratonec, ki je dejal, da naj si dol snamem kompresijske nogavice, ki mi preveč tiščijo. In res so bili tako boleči krči, da tudi hoditi nisem mogel. Potem, ko sem dal to dol, pa masaža, sestrična me je masirala, sestrična Branka, potem je pa šlo in vesel sem tudi to, ker sem zadnje 4 kroge preletel, odletel v srajcah klubov, s katerimi sem zelo povezan, z kisuškimi skakalci, kjer sem dolga leta skakal. Bil sem tudi na pol kamikaza. Potem z nogometnim klubom Svoboda Kisovec, kjer sem igral s prekinitvijo vse do skoraj 48. leta. Pa še potem z klubom Pondokman iz Lake, kjer sem bil 4 leta predsednik kluba in nazadnje še z dresom malo nogometnega kluba Al-Muhi, kjer še vedno igram. Moram pa reči, da v rokah držim zelo lepo fotografijo oziroma karikaturo, ki bi bila podarjena strani Marjana Štrukla na mojega Abrahama, če bi bil takrat zdrav, torej 10. septembra, ko bi tekel. Ampak sem zdaj kar vesel, da tisto takrat ni bilo, pa da je bilo zdaj, ker zdaj sem zdržal, takrat pa ne vem, če bi. Kako si zadovoljen z izkupičkom in pa tudi sodelujočimi? Čez 400 jih je prišlo teč. Z izkupičkom sem jaz zadovoljen, tam okrog 2000 evrov se bo verjetno nabralo. Z udeležbo sem tudi več kot zadovoljen, sem pa razočaran na to prireditev, ki ima zasavski pridih, ki je imela namen povezati Zasavje, torej tako politiko, gospodarstvo, kulturo, šport. Prišla sta Jasna Gabrič, trboveljska županja, prišel je hrastniški župan Miran Jerič, je tekel tudi nekaj krogov z mano, žal pa brez sem razočaran, ni bilo pa zagorskega župana Matjaža Čogana, čeprav je bil v tem dogodku prvi obveščen že več kot pol leta nazaj in žal, lahko rečem, žal mi je, da ga ni bilo. Si imel pa veliko podporo svojih vnukov, videlo se je, da se ti kar razjasnil obraz in si najbrž malo lažje tekel. A sem je res razjasnil? Ja, vnuki, to je pa... Ko imaš otroke je lepo, ko imaš pa vnuke je pa še lepše. Je pa res, da tisti najmlajši je pa še doma ostal. Ko mi je en teden star, tako da ja, posebna energija je to. Pa še zdravo so tekli in strajali vse do konca in kdo bi jih razočaral. In bo še kakšen podoben podvig ali pa kakšen humanitaren, ampak malo drugačen? V tem trenutku lahko rečem, da nikoli več. Kje humanitarnega zagotovo, ampak 50 km sem enkrat utekel in jaz mislim, da jih nikoli več ne bom. Več o tem pa v športni oddaji v sredo 20. maja. Zadnje čase smo sicer precej poročali o izgradnji zagorske čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, precej pa je bilo novic tudi o revitalizaciji mestnega jedra v Zagorju, vendar pa se malce manj na očeh javnosti dogaja še en projekt. To je obnova muzeja v Kisovcu. Dela so v polnem teku in se upadajo s terminskim planom. Pred mikrofon smo povabili direktorja občinske uprave Zagorje, ki nam je razkril nekaj podrobnosti. Dela na obnovi rudarskega muzeja Kisovec so trenutno resnično v polnem teku, pri čemer je notranjost skorajda že obnovljena.
skupaj tudi z elektro- in strojnimi inštalacijami, pri čemer smo tudi povsem na novo uredili varčno ogrevanje notranjih prostorov. Prav tako je nova že tudi streha na samem muzeju, pa fasada in vse stavbno pohištvo. Največji zalogaj za izvajalce je ta trenutek osvežitev samega stolpa poleg muzeja in seveda ureditev okolice. Na sprednjem delu, tam kjer je vhod v muzej, bo velik prireditveni prostor, malo v arhaičnem stilu, namreč tla bodo v kombinaciji z betonom in železniškimi tramovi. Zadnji del pa bo bolj ali manj opremljen kot takšen mini park s klopmi, kjer se bo mogoče tudi odpočiti po ogledu same muzejske zbirke. V naslednji fazi bomo vrnili muzejske eksponate v sam muzej. Tukaj nam bodo pomagali strokovnjaki združeni v društvu, v rudarskem društvu Srečno. Bomo pa samo muzejsko zbirko nadgradili tudi z nekaterimi novimi prijemi, predvsem gre tu za aplikacije za pametne telefone, tako da si bo mogoče samo muzejsko zbirko s pomočjo pametnega telefona tudi individualno ogledati, opremljen tako z besedili kot tudi z filmi iz rudarskega življenja. Vsekakor nekaj novega, jaz upam, da bo to tudi dodaten magnet za obiskovalce, predvsem pa bo seveda muzej, tako kot tudi doslej, namenjen osnovnošolski mladini, da se seznanijo z našo preteklostjo, da se zavedo, kje so naše korenine. Po sami obnovi pred jesenjo pa muzej preide po sklepu občinskega sveta v upravljanje kulturnega centra Delavski dom Zagorje, ki bo v prihodnje skrbel tako za muzejsko zbirko ob pomoči rudarskega društva Srečno, kot tudi za dobro počutje vseh obiskovalcev. Uvedli bomo namreč tudi redni odpiralni čas in približali muzej čim širšemu krogu obiskovalcev. Do zaključka projekta obnove muzeja pa bo preteklo še nekaj mesecev in do takrat bomo zagotovo presenečeni s kakšno dodatno pridobitvijo. Predvsem pa je pomembno, da bo v jeseni muzej zaživel za domačine in obiskovalce iz drugih krajev. Pred časom smo že poročali o nujni prenovi ceste, ki poteka od Kupole do križišča pod športno dvorano Polaj-Trbovlje in tudi o prepotrebni ureditvi parkirišč. Gre za lokalno cesto v dolžini 216 metrov. Preuredila se bo tudi javna pot v dolžini 180 metrov, ki poteka med objekti naselja Opekarna, uredilo pa se bo tudi parkirišče. Zaradi ocene vrednosti prenove ceste pa nameravajo na občini Trbovlje investicijo izvesti v dveh sklopih. Za zdaj so naročili izdelavo projektne dokumentacije, ki naj bi bila izdelana do sredine junija, do konca maja pa naj bi bil izdelan še predračun oziroma popis del, ki omogoča postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca. Ocenjujejo, da bi lahko v začetku julija pričeli z deli, ki naj bi bila dokončana do konca oktobra letošnjega leta. Sledijo pa kratki oglasi. Razumemo? Radi kolesarite in potujete. Zato vam ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z akcijo Sprosti čas ponujamo brezplačno zavarovanje prtljage ter ugodnosti pri zavarovanju kolesarjev in turističnem zavarovanju. Zavarovalnica Triglav. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295.
Ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi. Preletimo še dogajanje okrog praznika dela. Na predvečer 1. maja je tradicionalno tudi v Kisovcu zagorel kres. Prireditev, ki so jo pripravili prostovoljci Šklaba, je privabila veliko obiskovalcev. Številni udeleženci so uživali v dobri hrani in pijači, poskrbljeno pa je bilo tudi za glasbo. Na odru so se predstavili Storm Wheels, Zasavci, Drinkers in Happy All McWhistle. Kresovanje pa so omogočili Občina Zagorje, Društvo prijateljev mladine Zagorje, EVJ Elektroprom, Dolakom, Spekter, Eti, Avtohiša Kržiščnik, Gostišče Kum, gasilci in mnogi drugi. Še na enem kresovanju smo bili v Zasavju in sicer na Kipah nad Trbovljami, kjer je kresovanje v preteklosti organiziral sindikat, že nekaj let pa je organizacija v rokah občine Trbovlje. Mi smo na Kipe prišli že pred 19. uro, da smo lahko v miru posneli nekaj kadrov lepo zgrajenega kresa. Ko so se ljudje začeli počasi nabirati, je trboveljska delavska godba odigrala nekaj pesmi, med njimi tudi delavsko himno. Kmalu po njihovem nastopu pa je zbrane s priložnostnim govorom pozdravila županja Jasna Gabrič. Ta dan je bil od nekdaj velikega pomena za našo sredino, za naše kraje in z njim se spominjamo zgodovinskega dogodka, s katerim so si delavci z lastnimi rokami izborili pravice, ki so danes samoumevne. Jutrišnji dan, 1. maj, je praznik, ki v sebi nosi več različnih pomenov, pestre zgodovine, navad in navsezadnje dobrih razlogov za praznovanje. Duh praznovanja tega praznika, ko so naši poganski predniki praznovali začetek poletja in rodnost, se je v naslednjih stoletjih samo še krepil. Tradicionalne načine praznovanja, polna petja in plesanja ob 1. maju, pa tudi s kresovi, kljub vsej sodobnosti časa ohranjamo do danes in prav je tako. V Trbovljah je bilo delavstvo vedno v središču in tega se moramo s ponosom spominjati, kljub temu, da v zadnjih letih slika delavstva bledi. Delo in z njim naša družba se je skozi leta precej spreminjala. Včasih tovarne z več kot 100 zaposlenimi so pričele se zapirati, ker smo bili nezmožni se učinkovito prilagoditi novim trgom Evrope, kamor smo se priključevali. Pohlep posameznikov in naš pravni red je omogočil ropanje številnih uspešnih družb. Še danes se najdejo ljudje, ki jim ni mar za uspešne zgodbe podjetij, ki so jih imeli v upravljanju, temveč so pred seboj videli zgolj in samo svoj pohlep in potrebo po vedno več nakopičenem bogastvu. Uspešni, inovativni, napredni pa bomo šele takrat, ko vodstvenih položajev, tako v državnih podjetjih in drugod, ne bodo zasedali ljudje, ki se v preteklosti niso izkazali in katerih edina odlika je bila, da je naš. Ko se ne bo več trgovalo z vodstvenimi položaji in službami vračalo uslug posameznikom iz preteklosti, takrat bo tudi naše gospodarstvo zadihalo in zacvetelo v vsem svojem sijaju. In takrat bo zgodb, kot so DV Soft, Rudis, Steklarna Hrastnik, Pipistrel in drugih slovenskih uspehov še veliko več kot danes. V delo znamo in pa moramo vlagati naše znanje, podjetnost ter nove oblike tehnologij, ki nam bodo zagotavljale tudi gospodarsko prihodnost. Delo si ustvarjamo sami. Ne bo nam ga ustvarila gospa Merkel, ne bo ga nam ustvaril Hollande, tudi ne politiki v Ljubljani. Trboveljčanke in Trboveljčani smo vselej med prvimi poprijeli za delo in vselej smo bili med prvimi v borbi za pravičnost in pa boljši jutri, zato vem, da zmoremo več. Danes pa se vas je tu izbralo precej in vem, da nas bo tekom noči še več. In kar nas seveda veseli, dobro pa je, da skupaj praznujemo 1. maj in da skupaj razmislimo o preteklosti, predvsem pa o naši prihodnosti.
Dobro je, da se tudi malo poveselimo in prav je, da izkoristimo prostor, ki ga imamo tukaj, ter vreme, ki nam je naklonjeno. Hvala vsem nastopajočim, tudi delavski godbi Trbovlje in vsem, ki še bodo nastopili, ter vsem, ki ste nam pomagali pri pripravi kresa, ki bo zagorel nekoliko pozneje. Iskrene čestitke, spoštovani, ob prazniku dela in lepo kresovanje vam želim. Vse dobro, vsem skupaj in Zasavski srečno. V nadaljevanju večera je zbrane zabaval ansambel Ekstra Band in kasneje še Saška Lendero. Sprva otroci, kasneje pa tudi odrasli so se veselo zavrteli. Gasilci pa so medtem storili tisto, kar sicer nikoli. Zanetili so požar. Oziroma prižgali so res velik kres, ki je počasi dogoreval in razsvetljeval okolico. 1. maj pa se ponavadi začne z budnico, motoristično in glasbeno. Za slednjo so v občini Zagorje ob Savi kot vsako leto poskrbeli člani pihalnega orkestra Sveja, ki so se na pot po Zagorski dolini podali že ob 6. uri zjutraj. Letos so se med postanki vozili s sponzorskim tovornjakom, ki ga je za ta namen posodil lastnik podjetja EVJ Elektroprom Janez Vidmar. Naslednje jutro pa smo se med prvimi odpravili na Pleše, ker praznik dela že dolga leta praznujejo Zagorjani in tudi mnogi iz drugih zasavskih in slovenskih krajev. Vreme ni bilo najbolj naklonjeno, kar precej je pihalo, deževalo pa vendarle ni. Tako kot zvečer na Kipah je zbrane tudi tu pozdravila godba, seveda na Plešah Zagorska. Prizorišče pred odrom turističnega društva Golče se je počasi polnilo. To je društvo, ki nosi glavno breme organizacije dogajanja na praznični 1. maj. Dogovora zagorskega župana Matjaža Švagana se je zbralo že več 100 obiskovalcev. Spoštovane moje sodelavke in sodelavci, seveda s tem ne mislim mojih zaposlenih v občinskih upravi, ampak moje občanke in občane občine Zagorje ob Savi, ki jih že leta imenujem tako. Kaj tako, kot smo stopili skupaj v teh težkih letih krize, recesije in ostalih besed, ki jih poslušamo vsakodnevno, smo skupaj dokazali, da lahko v težkih časih storimo bistveno več, kot lahko v ostalih občinah. Seveda poseben pozdrav tudi tistim, ki prihajajo na Pleše, na dogodke v Zagorsko dolino in dokazujemo, da kljub slabemu vremenu je v nas sreča, sije sonce in pa ponos, da živimo v Zagorski dolini. Seveda danes bi na tem mestu sigurno moral spregovoriti predstavnik sindikatov ali vlade in povedati kaj pozitivnega. Kot župan Zagorske doline lahko povem izredno pozitivno, da dosegamo v tem letu najboljše rezultate pri pridobivanju evropskih sredstev. Zagorje spreminja svojo podobo na celotnih 150 kvadratnih kilometrih in to je ta uspeh nas vseh, ki delamo in živimo v naši občini. Veliko je tudi zgodb, ki je tragičnih bilo, tako osebnih kot širših, predvsem pri ustvarjanju, ohranjanju delovnih mest. Večkrat preberemo, da so župani, šerifi v posameznih občinah. Vendar pa vam povem iskreno, pošteno, da največji šerifi so bankiri, so tisti, ki so v večjih vladih, ki poskrbijo za svoje najbližje in so stečajni upravitelji, ki so v občinah, država v državi. Napovedujejo večletne stečaje in tudi sindikati, ki jim stojijo v strani do stečaja, potem dajo roke stran in lokalna skupnost ostane sama
delavci prepuščeni sami sebi in tudi že javno sem povedal, da sindikat bi moral spremljati tudi, kako se vodi stečaj, odgovornost in pa tudi odpirati potem nadaljnjo proizvodnjo. Ne bom omenjal posameznih podjetij, kajti mislim, da danes ni čas za črne zgodbe, črne scenarije, ravno nasprotno. Govor župana je slišal tudi Antonijo Bovski, ki se je kot predsednik sindikata v Sveji vse do stečaja močno zavzemal za ohranitev tega zagorskega podjetja. Žal se je država takrat odločila drugače. Tako kot preostali delavci se je tudi sam znašel na Zavodu za zaposlovanje in je, mimogrede, še vedno brez zaposlitve. Nekoliko sem presenečen retoriko gospoda župana, bom rekel, kar jaz vem, sindikat je ogromno naredil, bom rekel, da je Sveja sploh dobila prvi del pomoči, bom rekel, predvsem tudi na nacionalni ravni, jaz vem, gospod Semolič, Zorko, Lukič, ko so nekje najbolj tisti izpostavljeni člani sindikata, so bili dnevno na dnevnem redu, bom rekel, in pri poslancih, in pri ministrih, in celo pri predsednici tedanje vlade. In mislim, da brez njih vprašanje, če bi Sveja sploh dobila pomoč oziroma kredit, ker to je šlo za nek kredit. Bom rekel, in tle je ogromno vlogo tudi odigrala gospa poslanka Katarina Hočevar, ki je tudi ogromno energije in časa porabila, bom rekel, da predstavlja argumente, ki jih ima Sveja in zakaj Sveja mora obstati in da Sveja pač dobi ta kredit. Ja, kar se tiče pa zaposlenih, bom pa tako rekel, no, jaz mislim, da so ljudje potrpeli več kot pol leta, se skupaj trajali, da je pač dejansko so opozorili javnost, mi smo bili dnevno v medijih, sindikatom ured, bom rekel, ampak ko je bil pač objavljen stečaj in nažalost pač sindikat nikjer ne vodi oziroma ne sodeluje pri vodenju nobene firme, smo šli pač vsi na zavod, tedaj naprej pač ni dejansko nobenega stika s stečajnim upraviteljem, z nikomer, pač on komunicira, s komer komunicirati, kako je župan celo omenil, odgovarja ne vem komu. In pač ljudje, ki sedijo pač in o tem odločajo, so pač odločili, da Sveja pač ni vredna te pomoči oziroma tega drugega dela kredita, ki bi, bom rekel, zagotovil neko minimalno število zaposlenih z možnostjo seveda nadaljnjega razvoja. Rekel, in jaz bi pričakoval, da pač gospod župan, dolgoletni poslanec, celo član državnega sveta, bi te stvari malo bolj poznal, lahko z pravnega stališča nimamo mi nekih možnosti. Če pa že bi pa lahko tudi izpostavil državnem svetu, mogoče kako spremembo zakonodaje, da bi bilo malo bolj jasno tudi njemu in tudi vsem ostalim. Vrnimo se nazaj na Pleše, kjer se je do nastopa Tanje Žagar zbralo že več kot 100 obiskovalcev, ki so z veseljem prisluhnili pesmim priljubljene pevke. Enkrat iščeš srečo, a nikjer je ni, drugič pa kar sama se zgodi, če brez ljubezni bi živelo vse, za koga smeh in solze bi bile, le komu pesmi bi prepevali, zgovorili radosti, če brez ljubezni bi živelo vse, za koga bi imeli upanje, za svojo srečo zdaj srce odpri, saj le enkrat se živi. Včeraj smo bili v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju, kjer je potekal strokovni dogodek v okviru projekta Parada učenja. Več o samem dogodku nam je povedal direktor Zasavske ljudske univerze Tone Bezgovšek. Na današnjem strokovnem posvetu teče beseda o ključnih kompetencah oziroma zmožnostih, ki jih imajo odrasli. In sicer je posvet namenjen temu, da osvetlimo problematiko sposobnosti tistih odraslih, ki so malce starejši, ki so brezposelni oziroma ki imajo nižjo izobrazbo, kajti znano je in vse raziskave kaže in tudi praksa, da se veliko težje vključujejo v življenje, v družbeno življenje, v okolje in da imajo tudi veliko več težav z samim delom, z ohranitvijo dela in s pridobivanjem dela.
Tako da je posvet namenjen temu, da v prvem delu predstavimo programe, ki jih na Zasavski ljudski univerzi izvajamo za to, da te kompetence oziroma te znanja, zmožnosti in sposobnosti ljudem dvigamo. V drugem delu bo nakratko predstavljena mednarodna raziskava o zmožnostih odraslih, tako da vidimo tudi, kje Slovenija kotira v primerjavi z Evropo. V tretjem delu pa bomo v razpravi z vsemi, ki so se danes po svetu udeležili, pripravili nekaj priporočila o tem, kako naj bi to področje usposabljanja in nasploh reševanje te problematike v bodoče potekalo v Sloveniji in da te naše predloge tudi posredujemo odločujočim faktorjem v naši državi. Že naslednji teden se bo Paradi učenja pridružil še en izobraževalni projekt, Teden vseživljenjskega učenja. Več o njem pa nam je povedala Polona Trebušak iz Zasavske ljudske univerze. Maj je poseben mesec. Vsako leto izvajamo Teden vseživljenjskega učenja. To je vseslovenska akcija, ki jo po Sloveniji in tudi v Zasavju že zelo dobro poznamo. To je projekt, ki ga je razvil Andragoški center. In je letos še poseben zato, ker praznuje 20. obletnico in v tej obletnici bo se zgodilo še veliko več kot prejšnja leta. Mogoče omenim to, da je častni pokrovitelj Tedna vseživljenjskega učenja letos gospod Borut Pahor, tako da se bo res veliko stvari v Zasavju zgodilo. Naj povem, da Zasavska ljudska univerza v tej zgodbi sodeluje že 14. leto. Zadnjih 5 let imamo vlogo regijskega koordinatorja. To pomeni, da povabimo k sodelovanju različne zasavske ustanove, šole, društva in tako naprej. Skratka, da vsi skupaj naredimo tako odmevno promocijsko aktivnost, promocijo vseživljenjskega učenja in poudarjamo slogan Slovenija učeča se dežela. Ta teden vseživljenjskega učenja bo potekal letos od 15. do 22. maja. Brezplačne prireditve, veliko jih bo, preko 130, se bojo zgodile v Trbovljah, Zagorju, Hrastniku, tako da jaz verjamem, da bo lahko vsakdo našel nekaj zase, tisto, kar ga zanima oziroma veseli. Mi poskušamo s temi promocijskimi aktivnostmi v bistvu ozaveščati, spodbujati ljudi k učenju, da presežemo to miselnost, da smo sami odgovorni za to, kar se nam dogaja, da se učimo celo življenje za to, da nekako lažje in pa boljše živimo. Teden vseživljenjskega učenja bo letos zato, drugačen in poseben kot lani. Uspel nam je pripeljati v Zasavje Parado učenja. To je festivalski dogodek, tudi ta dogodek oziroma to parado je nekako zasnoval Andragoški center, poteka pa letos tretjič v 7 izbranih slovenskih krajih, med njimi so tudi Trbovlje. Parada bo v soboto, 23. maja v Trbovljah pred Delavskim domom. Od 9 do 12, veliko se bo dogajalo, pestro festivalsko dogajanje, stojnice, prireditve na glavnem odru. Skratka, v tej paradi bo sodelovalo kar 33 različnih izvajalcev, tako da bo res, pisano barvito zanimivo. Jaz vabim vse, ki nas poslušajo, gledajo, da se nam pridružijo tako na Tednu vseživljenjskega učenja, kot tudi na paradi. Skratka, da vsi skupaj nekako promoviramo to kulturo vseživljenjskega učenja in pa še enkrat povabilo, pridite k nam, za učenje je vedno pravi čas. Sledi oddaja Gost tedna, ki bo v znamenju obletnice Gasilske zveze Zagorje. Lep večer še naprej.